Ja, najprej treba delati na promociji tega. Promocija je to, da povemo, da imamo recimo najnovejše avtobuse, da so to večino ti stari avtobusi, ker smo se tam, gužvali, ampak to gre za moderne avtobuse, ki imajo celo Wi-Fi dostop v njih. Plus tega treba jim je nekaj ponudi za to, ne. Treba je ponuditi boljše povezave, da so lažje dostopni, treba je omogočiti to, da tudi ko pride z avtobusne postaje, da ima pot do končnega cilja vse čim bolj enostavno, kar pomeni, da recimo imam možnost uporabe ali car sharinga ali bike sharinga ali kakega druge vrste, pač souporabe vozil. Skratka, sam po sebi ljudje ne bodo spremenili svojih navad, če nekaj malega ne dobijo v zameno za to, ne. Kakšno prihodnost nam napovedujete na področju mobilnosti? Mogoče, če smo malo bolj konkretni za področje Maribora, recimo v obdobju 10-15 let? Jaz napovedujem, mislim, da bomo tu mi kar sledili svetovnim trendom, ne tako kot velika mesta, ampak vseeno, jaz pričakujem bistveno zmanjšanje uporabe osebnih vozil, tudi lastniških vozil, bistveno povečano uporabo car sharinga, ker se to izkazuje. Jaz ga sam uporabljam redno in se izkazuje, da je dobra, boljša, cenejša, enostavnejša, kot da imaš lastniško vozilo. Pa ocenjujem, da bo v tem času 10-15 let bodo več vozila že samo vozeča, ne. To je bo čisto nov način uporabe vozil, ki ga danes sploh še ne poznamo. Praktično pomenilo, da bomo lahko utrujeni službe se vlegli v avtomobil, ki nas bo peljal domov po najbolj optimalni poti in bomo izstopili in pač ta čas uporabili koristno, ne pa to, da se sekiramo, kdo nas je kje prehitel, pa če gneče na cesti in podobno. Ampak to je način uporabe, ki danes se nam zdi še malo znanstvena fantastika, ampak to je že razvito, to ni stvar, ki še ne obstaja, to že obstaja, ampak samo čas je, kdaj pride, vprašanje časa je, da to pride do nas, no.